Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk Hrvatin. Z mano je danes sogovornica, ki že več kot 2 desetletji soustvarja slovenski in evropski politični prostor. Svojo pot je začela v novinarstvu, nadaljevala je nato z evropsko politiko, danes pa vodi slovensko zunanjo politiko v zelo zahtevnem geopolitičnem obdobju. In v času, ko svet zahteva vedno več od nas in zahteva od nas zaupanje, in zaupanje je tisto, ki je že na trhlih tleh, je ona ena od tistih, ki verjame v moč sodelovanja. Z mano je ministrica za zunanje in evropske zadeve, gospa Tanja Fajon. Gospa Tanja, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kako ste? Dobro. Malo utrujeno, malo decembersko, ampak ja, v redu. Vas, slovenska in seveda tudi širša javnost, pozna predvsem, da ste ministrica, sedaj prej tudi seveda evropska poslanka, ampak vaša pot se je pa začela dosti prej. In če bi začela mogoče malček pri vašem otroštvu, ste bili že kot otrok, kot mlada deklica, bom rekla tako, vedoželjni, radovedni, in kaj je bilo mogoče tudi tisto, a vas je že, ne vem, v nekih mlajših letih pritegnilo novinarstvo, da ste rekla, to bi pa šla? Ne govorim, ali pa ne spominjam se velikokrat v otroštvu, tako da imela priložnost, ampak je zanimivo pobrskati malo po spominu. Jaz mislim, da sem bila predvsej tak živahen otrok, rekli so mi starši tudi predvsej adrenalinski, zelo, zelo radovedna. Tako da sem že v osnovni šoli, se mi zdi, skušala ogromno nekih krožkov, od glasbe do športa. Bila sem v glasbeni šoli, v novinarskem krožku, klavir igrala 8 let, violino, pevski, otroški RTV zbor. Precej so me skušali v glasbeno smer spraviti, ker je velik del družine še vedno v glasbenem svetu. Šport mi je bil tudi vedno izziv. Spomnim se, ko sem enkrat, mislim, da je bila snežinka v našem kraju, drsala, uživala v drsanju in so takrat staršem predlagali, če bi šla v klub drsalni, in so nikamor me starši niso hoteli nekam naprej poriniti, vse je šlo tako, ne, kar počasi, ne hiti, ampak mislim, da sem res, veliko stvari sprobavala. To je zanimivo. In kdaj je pa bila tista ideja v novinarstvu? Ta je pa prišla pozno. Se mi zdi, če moj oče je bil novinar, je bil zgleda, da sem šla po njegovih sledeh. In potem, ko se je bilo treba na koncu srednje šole odločati, kam iti, kako iti, mi tisto družboslovje, novinarstvo, bila verjetno najbližja pot. Mogoče sem bila tudi premlada, da bi še, včasih si rečem, šla sem pozneje študirati za nazaj, ko sem delala še različne magisterije, da takrat v srednji šoli nisem imela občutka, da se želim vse naučiti. Tako sem tudi malo šla, dobro, grem v novinarstvo po očetovih stopinjah. Na FDV ni bilo tako grozno težko priti. Je pa tudi res, da sem v prvem letniku faksa na novinarstvu takoj začela tudi delati na komercialnem ljubljanskem radijskem programu. In ta pot novinarska me je potem kar za nekaj let zaznamovala. Tako najprej v Sloveniji, to pa ste v bistvu nadaljevali kar pot kot dopisnica v Bruselj. Kako pa je bilo spremljati, bom rekla, politično situacijo tudi tam, recimo? Zdaj, v Sloveniji sem se preizkusila takrat kar nekaj let na Radiu Glas Ljubljane. En tak zanimiv začetek je bil na dan, ko se je začela vojna v Sloveniji, to je bilo leta 1991. Tako? To je bil jaz sem bila brucka takrat in sprejeta sem bila na avdiciji, da pridem na RGL. In prvi dan, ko sem vstopila v radijsko postajo, tako precej neizkušena, so rekli, bil je prvi dan vojne, pojdi na ljubljansko tržnico, preveri cene, kaj se dogaja. Jaz grem na tržnico, pogledam cene, primerjam in se vrnem v studio in pravi šef tam, no zdaj se pa usedi v studio in povej. To je bil moj začetek. To pa so vas dobesedno poljubili. Tako, in plavaj. No, in potem sem plavala nekaj let na komercialnem, tudi imela svoj jutranji program, pa svojo oddajo. Mislim, da je bil to tak lep obdobje. Takrat pisala za časopis Republika v kulturi, na Radiu Študent delala, potem sem začela delati za CNN, televizijo, različne prispevke, in mislim, da me je potem ta medij, RTV, posrkal vase.
In od tam naprej je mi bila odskočna deska res dopisništvo v Bruslju. Zelo sem bila odprta, da želim nekam iti, se premakniti. In sem imela res lepo priložnost. In tudi en tak lep izziv, obdobje je bilo, ko je Slovenija bila tista zadnja 4 leta pogajanj za vstop v Evropsko unijo, vstop v Zvezo NATO. Malo nas je bilo novinarjev z tega dela sveta. Precej smo bili skromni, znajti smo se morali v mogoče težkih razmerah novinarskega dela, ampak potem pa še 4 leta, ko smo že bili v članstvu. Tako da je bilo eno res 8-letno izjemno zanimivo obdobje. Nisem spremljala samo Belgije, tudi Nizozemsko, Francijo, Luksemburg, tako da je bil za novinarja, jaz mislim, da je res en velik izziv pa velika priložnost. Nepozabno dejansko. Imate da je kakšno zgodbo iz tega obdobja, nekaj, kar se vam je morda vtisnilo v spomin? Bruselj je takrat bila ena zelo velika novinarska taka scena, ogromno akreditiranih novinarjev. Mogoče en tak utrinek, ko smo bili 4 novinarji takrat iz srednje vzhodne Evrope za nacionalne televizije. Ko smo vstopali v Evropsko unijo, ni nas bilo več, smo imeli dobesedno enega kamermana in vsak svoj mikrofon, svojo kocko. In smo si izmenjavali, ker smo si delili stroške, delili pisarno, vse smo delali precej drugače kot danes, ampak smo bili zelo povezani, pomagali smo si. Imela sem priložnost tudi veliko potovati že takrat, spremljati, vmes so se menjale vlade, tako da sem preživela tudi različne obraze. Se mi zdi bilo res, mislim, vtisov in spominov veliko, tudi tistih zgodbic Slovaška, Slovenija, ko so nas zamenjavali. Tega je bilo precej, to je bilo zabavno. Se lotila ene par dokumentarcev, takih zanimivih, ker so me vlekle zgodbe zlasti teh raznih migrantskih tokov, ki so bili takrat porasta, kakšne nestrpnosti, sovražnega govora, tudi v evropskih državah. To so bile zanimive izkušnje. Ja, zagotovo bi rekla. Kdaj pa ste se morda odločili, da bi pa iz neke poročevalke, kot ste bili, se pravi iz novinarstva, šli pa morda v sooblikovanje politike? Če sem iskrena, pa sem to tudi že povedala, se nisem pravzaprav odločila sama, bila sem povabljena. Če pogledam nazaj, mi tudi približno ni žal, je bilo res na koncu tistega lepega novinarskega obdobja, ko si že skoraj 8 let dopisnik, tudi iztekal se mi je čas. Dopisnice v Bruslju, ko bližale so se evropske volitve, bila sem precej razpoznaven obraz skozi celotno to evropsko zgodbo. So me začeli vabiti, da grem kandidirati, to je bilo atraktivno. In sem se zelo, zelo težko odločila. Jaz mislim, da pravzaprav sploh nisem vedela, kaj me čaka. In so se bolj na mene odločili, ker so me tudi tukaj vrgli v vodo in pustili plavati. In potem, ko sem se odločila, ni bilo poti nazaj. Ampak, če pogledam za nazaj, je pa novinarstvo, politika nekaj ima sorodnega. V obeh poklicih moraš znati komunicirati z javnostjo, pa mogoče res ene težke stvari biti sposoben povedati ljudem. In je ta izkušnja iz novinarskega sveta res tudi v delu politike koristila. Poznala sem Bruselj, poznala sem institucije, tako da mi je bilo bistveno lažje in v bistvu je bil samo preskok, da sem res iz tistega poročevalskega dela prišla v eno sokreiranje politik. Ja, ki pa je zahteval en drugačen pristop, pogum, vztrajnost, zagotovo pa tudi potrpežljivost. Kar še danes. Moram reči, da se mi je življenje kar spremenilo, to je res. Iz tistega, kot če ti si mlajši, si novinarsko življenje v Bruslju je bilo seveda tudi nočno življenje, bili smo zelo povezana mednarodna skupnost. Potem z vstopom v politiko se je vse to tako umirilo, odgovornost, resnost, ne rečem, da ni v novinarstvu, ampak vseeno me je precej pomiril tisti čas, dal eno veliko odgovornost, pa seveda si ves čas na tudi testiranju. Se pravi, javnost odloča o tem, ali si dober, ali nisi dober, ali ti zaupa. In to je ena druga preizkušnja. Ja, ves čas ste v bistvu na, bom rekla, na odru in ves čas pred ljudmi, ki, bom rekla,
ocenjujejo tako in drugače. Ja. Kaj pa morda, kar vas loči recimo od ostalih ministrov, ne, ker ste bila novinarka, ne, in dejansko, ko vi danes vidite novinarje, se pogovarjate z njimi, imate do njih morda malo več empatije ali ste morda do njih pa bolj zahtevni, ker veste, kaj se dogaja na drugi strani? Jaz sem prepričana, da imam bistveno več, zato ker izjemno rada še danes imam stik z novinarji, praktično nikoli ne zapiram vrat, mislim, da ravno nasprotno, da moram navaditi okolico okoli sebe, da želim komunikacije. Veliko še vedno rada tudi sama napišem. Mislim, da sem v tem delu kar naporna tudi za sodelavce, ko vztrajam, da imam jaz pol prav ali pa da želim sama kaj napisati, ampak to mi je ostalo iz novinarskega časa. Tako da ne pogrešam novinarstva, seveda imam veliko kolegov, tudi ko pridem danes v Bruselj, še vedno srečam prijatelje z novinarskega sveta. Se pa držim ene stvari. Spomnim se iz časov, ko sem bila sama dopisnica, pa ko me je kak minister poklical, pa mi hotel samo svetovati, kako bi on kako stvar naredil, da bi jo jaz bolje kot novinarka razumela, da se pa temu striktno izogibam. In da mogoče včasih deluje, da nikoli ne želim neposredno vplivati, klicati, imeti stik z novinarji, če me sami ne pokličejo. Tako. No, zanimivo. Mogoče ena izkušnja iz tiste moje preteklosti. Ja, ker ste dejansko bili na obeh stranih. Ja. Potem leta 2020 ste pa v bistvu postala prva ženska na čelu stranke Socialnih demokratov. Kako je bilo to obdobje za vas, ko ste prevzeli še to odgovornost? Jaz mislim, da je bilo to eno najtežje obdobje. Se spomnim, ko mi je enkrat, zdaj že bivši predsednik rekel, Tanja, boš videla, to je težja naloga kot biti minister ali pa predsednik. Pa takrat nisem verjela, ampak takrat tista 4 leta odgovarjaš za toliko, kot sem bila na čelu stranke, odgovarjaš predvsem za vse, kar je slabega. Ker tisto, kar je dobro, je samoumevno, ampak naenkrat imaš na mizi vse izzive, ogromno pritiskov. Mogoče nisem bila najboljši človek, zato rabiš precej poguma. Mogoče je bilo za žensko en poseben izziv, ne vem, ali je slovenski prostor, ker sem vseeno veliko let živela v tujini in nisem imela vseh tistih poznanstev, ki bi jih verjetno človek moral imeti. Čeprav včasih celo verjamem, da bi to lahko bilo boljš, ker imaš en drug, mogoče z distanco pogled, ampak je bil res zelo težko obdobje, sploh voditi stranko na parlamentarne volitve, to so nečloveški pritiski. Tudi kampanja kot taka v bistvu je na eni strani ti da ogromno priložnosti, na drugi pa ogromno odgovornosti in mora znati se spopadati s temi pritiski, tudi s padci in biti zelo, zelo trden takrat, ko so ljudje preprosto razočarani tudi. Tako, ja, in se sooči tudi s tem. Dejansko potem ste imeli kar, verjamem, lepih in manj lepih izkušenj, takšnih in drugačnih, ampak na koncu z tega se pa potem raste naprej in dela naprej. Ja. In dejansko zagotovo je kakšna izkušnja, ki se danes obrnete nazaj in rečete, morda pa ravno tisto obdobje mi je prineslo pa, da sem sedaj. No, meni ni žal za to obdobje, ker sem tudi odraščala s to stranko, z ideologijo, tudi že na v Evropskem parlamentu mi je bila blizu in to je pač kamor jaz sodim in mi je en tak okolje, kjer se počutim dobro z idejami, ostalo je pa vprašanje, seveda sodelovanje z ljudmi, iskrenosti, poštenosti, ampak včasih rečem kakšnim mojim kolegicam, ministrice smo tako v mednarodnem prostoru malo bolj povezane, rečem, moje obdobje, ko sem bila zunanja ministrica in predsednica, je bilo verjetno najtežje v življenju. Tudi to dejstvo, kot zunanji minister si precej odsoten že, mi sam pove. In mi je ta odsotnost dala velik izziv, da sem težko vodila tudi stranko. In zdaj vidim, ko vidim kakšno kolegico, avstrijsko recimo, ker smo ravno te dni govorili,
je rekla Tanja, rekla si mi, da bom težko to delala, zdaj vidi, da to res ta dva klobuka skupaj imeti je izjemno težko. Ja, verjamem, velike odgovornosti na obe Pa strani. še veliko si hkrati v tujini. Sej zato, ker enostavno potem to ne gre, ne. Zdaj mi je, priznam, da je bistveno laže, ker se lahko res fokusiram na eno samo svoje delo. Jaz mislim, da je tudi večja odgovornost do stranke, da ima nekoga, ki je ves čas tu. Jaz sem tudi skozi vas varnostni svet, skozi vse kandidature, poti, veliko sem investirala v zunanjo politiko Slovenije, da preprosto ne bi mogla delati oboje. In ko ste postali ministrica, kaj je, bom rekla, je bila vaša prva prioriteta, ki ste si jo tako nekako zadali, da bi morda spremenili ali odprli novo poglavje? Zdaj, jaz v tej zunanji politiki res že kar dolgo delujem, ali evropska ali zunanja politika, vedno me je ta mednarodni prostor izjemno vlekel. Jaz sem si res želela tako narediti Slovenijo, postaviti na zemljevid sveta, biti verodostojna, kredibilna, z eno ambiciozno, načelno zunanjo politiko, tako da vesela sem, da mi je uspelo mogoče na take male korake narediti, kot da smo tako v začetku odprli spet razvojno humanitarno dimenzijo zunanje politike, da smo odprli žensko dimenzijo, te mogoče mehke teme, ki so včasih pozabljene, ampak kjer lahko Slovenija pokaže, kaj ima in kaj zna. In se mi zdi, da nam je to uspelo. Vesela sem, da sem imela, če pogledam, en tak sijajen lok kandidature za varnostni svet, kjer sem vložila res ogromno dela. Zdaj 2 leti samega dela v varnostnem svetu z vsemi izzivi in res mogoče včasih rečem privilegij za ministra, da sem lahko v takem obdobju bila, je pa to tudi ena ne samo dragocena izkušnja, mislim, daš preprosto celega sebe. In ne rabiš imeti najboljšo ekipo okoli. To pa vsekakor imate. Kot ste omenili, se pravi, Slovenija je v varnostnem svetu OZN in tudi na Building Trust se izpostavljajo 4 ključni stebri, se pravi preprečevanje konfliktov, zaščita prebivalstva, ženske in pa tudi seveda podnebna varnost. In dejansko članstvo v OZN je neka naložba, ki v bistvu se sadovi nekako vidijo morda šele tudi kdaj dolgoročno, ne? Kako vi vidite, bom rekla, ta diplomatski kapital? Zdaj, Slovenija je država, ki res strmi k temu, da vodi politiko dialoga, sodelovanja in pa miru. Zdaj, mi nimamo boljše alternative, kot da spoštujemo mednarodno pravo, ustanovno listino Združenih narodov. Mi nismo država, ki začenja, končuje vojne ali neka velika vojaška sila ali država, ki ima naravne minerale. Tako da mi moramo imeti predvsem veliko zaveznikov, enako mislečih držav. In živimo danes res v enem izjemno zapletenem geopolitičnem okolju z mogoče največjim številom oboroženih spopadov, po drugi svetovni vojni tudi največjim številom civilnih žrtev in na drugi strani imamo vse več vlad, ki ali ne spoštujejo pravil, prevladujejo bolj pravila moči ali transakcijski odnosi. Vidimo, da se dogaja tudi paraliza v varnostnem svetu, da so izzivi, da postaja to zelo multipolaren svet in ni bilo enostavno tudi skozi delo v varnostnem svetu prepričevati. Želeli smo graditi mostove, biti res en glasnik zaupanja, prepričevati države, da je naša odgovornost kot organizacije zaščititi civiliste, graditi na miru, kolektivni varnosti. Se mi pa zdi, da smo uspeli zadržati eno načelnost, da smo si odprli nova zavezništva v svetu ravno s to načelnostjo, ker smo vsak konflikt naslavljali z enakimi standardi. Mi smo bili ena redkih držav, ki je se res borila za pravice Palestincev, za končanje vojne in to danes je naredilo en velik pečat na zunanjo politiko Slovenije, predvsem v delih sveta, razna, ne vem, Afrika, Azija,
kjer nam Evropejcem očitajo dvojne standarde. Jaz mislim, smo si v arabskem delu sveta, tudi v zalivskih državah, našli mogoče ven iz teh tradicionalnih okvirov veliko novih zaveznikov in Evropa danes ima svoje izzive. Jaz sem zadovoljna, ker smo Slovenijo postavili na zemljevid sveta in to nam mi pravijo Slovenci, ko pridemo v kakšne države, ker nismo govorili prav. Govori se o Sloveniji. Nam je lažje tam živeti, nam je lažje tam delati in to lepo slišati. Ja, dejansko, da ena majhna Slovenija postane del nečesa tako velikega, je ogromen dosežek. In tudi v vašem mandatu je bil eden izmed, bom rekla, najmočnejših, največjih dosežkov tudi priznanje Palestine. Kako ste pa vi to takrat, bom rekla, tudi doživljali, humanitarno, politično, osebno, recimo? To je bil en tak postopek in tudi slovenska javnost bi bila precej razdeljena, tudi malo, če glede tega tudi nekatere. Težko je, ko kot politik prevzemaš odgovornost za korake, ko prideš in trčiš mogoče do točke, ko si pred tem ali narediš prav to, kar verjameš, da je prav, ali na drugi strani postaviš tudi, kaj so nacionalni interesi, da ne narediš škode državi. In sem se znašla na teh točkah, ki so precej težke točke, ko verjameš, tisti trenutek, jaz sem večkrat se pogovarjala z izraelsko stranjo, tudi obiskala Tel Aviv, tudi z ministrom imela priložnost govoriti in sva na koncu ugotovila, da se strinjava, da se ne strinjava. In da ni bilo poti takrat za zaščito Palestincev in za končanje vojne. In takrat, ko smo se odločali za te precej pogumne korake, ki bi lahko se nam tudi bistveno bolj maščevali in nas izolirali, takrat trčiš kot politik pred zelo veliko odgovornost. Ampak me veseli, da smo se postavili, jaz še danes verjamem, na pravo stran zgodovine, ker smo zaščitili predvsem palestinsko ljudstvo v smislu, da je Slovenija vedno, naš DNA je, da vsak narod ima pravico do samoodločbe. In mi smo pri tem vztrajali, verjeli, da bomo Palestincem dali upanje, da si postavijo svojo državnost, svojo prihodnost in da bojo imeli s tem tudi trdne temelje za pogajanja o neki politični arhitekturi in da je to edino jamstvo tudi za varno sobivanje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami. In pri tem smo vztrajali in naslednje leto nam je sledilo kar nekaj držav. No, to je odlično, ker Slovenija se je tudi v bistvu s tem korakom nekako odločila umestiti med države, ki verjamejo, da mora tudi mednarodno pravo nekako veljati tudi v nekih najbolj občutljivih konfliktih. In to smo v resnici dokazali tudi z dejavnostjo naše države, kjer se manj omenja, da smo mi med državami, gostili smo konferenco v Sloveniji o tem, kako res zagotavljati odgovornost pri iskanju krivcev za vojna hudodelstva, kako pomagati pravosodnim sistemom za izmenjavo dokazov, izmenjavo prič. Ne vem, če se boste spomnili, 2 leti nazaj ali 2,5 smo gostili v Sloveniji konferenco MLA. To je bilo sodelovanje pravosodnih sistemov, kjer je praktično danes že več kot 50 držav podpisnic. Ravno zdaj, pred koncem leta sem bila v Hagu, kjer smo se pogovarjali o tem, kako pomembno je, da države ne pozabimo na iskanje odgovornosti, da spoštujemo dela mednarodnih sodišč, zlasti zdaj z vsemi izzivi, ko veste tudi, da je ena od sodnic, ki prihaja iz Slovenije pod hudim sankcijskim režimom, da je treba dela sodišč zaščititi in Slovenija je tu zelo glasna in to nam močno vlogo prepoznajo. To vlogo se prepozna tudi te majhne države, kot smo mi, in to bi doživljali potem lahko dejansko vsak dan. In to je tudi neko priznanje sami sebi, da se zadeve delajo in odvijajo v dobro smer. Zelo, jaz sem zdaj sploh, ko pravim, da sem bila na sodiščih v Hagu, ko smo res se pogovarjali o tej vlogi ICC-ja, kazenskega sodišča, da prav ta sodišča danes mednarodna potrebujejo veliko podporo. Predvsem podporo zato, ker praktično ne sme biti nič, kar je močnejše od dela sodišč. Ker če bomo pristali na to, smo mi kot ljudje, kot posamezniki prepuščeni na to, da vsak lahko naredi kar če.
Tako da Slovenija je to v mednarodnem aspektu močno prepoznana kot močna zagovornica mednarodnega prava, humanitarnega prava in tudi dela sodišč. Smo pustili dejansko tudi velik pečat. Zelo. Zdaj tudi, kar se tiče Gaze, se je tudi nekako svet soočil morda z vprašanji spet s dvojnimi merili in tudi nekako z neko omejitvijo tega mednarodnega prava. In tudi se mi zdi, da je Evropa, kar se tiče Gaze, malček razdeljena in Slovenija se je pa nekako zavzela za neko načelno držo, se pravi, opozorilo se je na nevarnost genocida in tudi odkrito se je seveda podprlo tudi tožbo Južne Afrike pred meddržavnim sodiščem v Hagu, ne? Čeprav se pa postopku Slovenija formalno ni pridružila. Kako ste, recimo vi kot ministrica, med temi zelo, bom rekla, občutljivimi pravnim izrazoslovjem, humanitarno odgovornostjo in tudi političnimi posledicami takšne drže znotraj EU in v odnosih, kako ste vi doživljali tudi to? No, ker sem imela res priložnost spremljati tudi blizu precej teh grozodejstev v Gazi, se pogovarjati tudi z zdravniki, humanitarci, ogromno humanitarnih delavcev je izgubilo življenje. Ko so mi prepovedovali grozljive zgodbe, da je postala lakota orožje vojne, izstradanje otrok, civilistov, da niso imeli zdravil, preprosto težko si je predstavljati, da kot intimno človek sam ne vidiš, kdo so bila in so genocidna ravnanja. Zdaj, drugo je, kaj bodo sodišča razpoznala in politika ne sme tega zlorabljati. Na koncu mora biti naš interes en sam. To je, da premirje vzdrži, ki je krhko premirje in da se vojna konča. In da se konča pobijanje civilistov, predvsem v primeru Gaze in Zahodnega brega mi še vedno spremljamo hude napade, zlasti na Zahodnem bregu, naseljencev, nasilnih izraelskih naseljencev. Še vedno obstaja skrb za to ilegalno aneksacijo, da pride do razdelitve ozemelj, da bo težko nasploh govoriti o neki palestinski državnosti. Še vedno ni dovolj humanitarne pomoči, zaprti mejni prehodi. Tako da vse to so še izjemno občutljive točke, kjer nas čaka pravzaprav še ogromno dela. In mi imamo zdaj obrise mirovnega načrta, prvega koraka, imamo neko pot začrtano naprej, ki pa je še vedno precej medla. Lahko bi šla v drobovje, kaj vse smo se dogovorili, ampak ostaja predvsem najprej treba, da vzdrži premirje, potem pa videti, kakšna bo tista mednarodna navzočnost na tleh, kako bo prihajalo do demilitarizacije Hamasa, kako zagotoviti tudi podporo palestinskim reformam, tudi oblasti, ki je danes praktično na robu kolapsa, ne dobiva financiranja obveznega z davkov pridobljenih z izraelske strani. Skratka, ogromno dela nas še čaka, predvsem pa tudi, če samo pomislim, kakva bo dolgotrajna in draga sama povojna obnova porušenega ozemlja. Ker danes to mlade generacije praktično vsak tam je izgubil vsaj enega, šole, bolnišnice, infrastruktura. Težko si je predstavljati, kar pa je še večji izziv v sami regiji, ker se ta napetost vseeno tam še vedno dogaja do Libanona, Sirije. Odnosi so precej krhki, močno načeti in porašča nasilje, pa ne samo nasilje, predvsem ena nestrpnost v državah, kjer tega prej ni bilo. In zdaj je pa tega dejansko ogromno. Kaj pa novinarji, ko so na teh področjih? Zdaj, novinarji v Gazo mednarodni ne pridejo. Tako, vse to je. In jaz kot sem nekdanja novinarka, sem večkrat mojim kolegom rekla, da je mogoče bilo najboljš, da pridejo velike medijske hiše v Gazo, da vidimo pravo sliko. Da se dejansko poroča, ampak ni te možnosti, ne, tu so tudi dovoljenja, ki mora jih dati izraelska stran in ta hip ni apetita, da bi novinarji medijskih hiš vstopali. So tisto, kar pride ven, so dostop še vedno humanitarnih delavcev,
ampak zelo, zelo omejeno, tako da se moramo zanašati na podatke, seveda Združenih narodov, agencije UNRWA, teh raznih mednarodnih humanitarnih organizacij, ki so na terenu. Pa humanitarna pomoč tudi pride dejansko do? Ne dovolj, absolutno ne dovolj, še vedno niso mejni prehodi odprti do te točke, ki bi zadovoljili potrebe za celotno civilno prebivalstvo. Zavedati se je tudi treba, da so tam otroci, ki ali pa kritične bolezni, da bi bilo treba ogromno ljudem pomagati tudi pri zdravljenju, pri rehabilitaciji. Ampak to so veliki izzivi. Veliki koraki, dejansko. Pred tedni ste pa tudi podpisali s predstavnikoma palestinskih oblasti in Evropsko komisijo dogovor o podpori palestinski upravi v višini 1,2 milijona evra. In to bi dejansko prispevala Slovenija, se pravi, k fiskalni vzdržnosti. Kaj menite o tem? Tu se je slovenska javnost tudi malček razdelila, malo je bila kritična, kar se tega tiče. Zdaj, mislim, postavili smo se v bok držav, kot so Nemčija, Italija, Španija, države, ki razumejo, lahko seveda bistveno več finančno prispevajo. Tudi Evropska komisija, mi smo podpisali pogodbo z institucijami Evropske unije in na drugi strani z Palestinci. Preprosto zato, da pomagamo pri teh reformah, gre lahko za opolnomočenje žensk, za opolnomočenje institucij. Jaz mislim, da tu država, če je iskrena v tem, da želimo ljudem pomagati, je to tisti minimum, ki ga lahko naredimo. Jaz sem vesela, da smo uspeli pripeljati 2 mali skupini otrok na rehabilitacijo v Slovenijo. Pa se takrat spomnim, ko so ti otroci, to so bili veliki izzivi, da smo jih starši pripeljali v Sočo, tudi zdaj eno skupinico malo. Seveda si vsak reče, ali imamo zdaj postelje, in tudi jaz slišim kritiko, ampak gre za otroke, ki so v vojni. In jaz mislim, da Slovenci imamo to sočutje in imamo to solidarnost, da vemo, kako tudi mi smo bili kdaj v preteklosti v situaciji, kako je, ko ti nekdo pomaga. In ko smo za te otroke, jaz lahko povem, ko sem jih obiskala, da jim daš nekaj dni miru, pa neko varno prihodnost, se mi zdi, da smo lahko na to ponosni. Vsekakor, ja, saj smo na koncu Slovenci vseeno nek srčni narod. Jaz mislim, jaz se rada večkrat pohvalim, da smo Slovenci zelo solidarni, bistveno bolj mogoče, kot se zavedamo, ker takrat, ko gre nekaj narobe, ali so požari, poplave, mogoče tudi na drugih koncih sveta, znamo pomagati in mi smo tudi hvaležni za pomoč nazaj. Včasih se nam zdi, pa veliko sodelujem s Karitasom, z Rdečim križem, ko sem rekla prej razvojna humanitarna pomoč, ko greš pogledati projekte v pomoči ženskam, tudi otrokom. Karitas je naš strateški partner ministrstva in delamo skupaj sijajne projekte. Ali zdaj pred kratkim smo šli odpreti hišo za ukrajinske otroke. To so tako lepe zgodbe, ko jih doživiš na terenu. Ali smo odprli socialno kuhinjo za ljudi, ki so izgubili vse v vojni. Mogoče se nam včasih to zdi daleč od srca, ampak kot tistemu enemu človeku spremenimo življenje, to je taka hvaležnost, da bi si želela, da bi jo Slovenci res čutili in videli. Vsekakor. Tudi za Ukrajino, ko ste že tudi omenili ravnokar, tudi v vaših izjavah ste večkrat že tudi povedali, da v bistvu Slovenija stoji v Ukrajini ob strani po svojih tudi najboljših močeh. Bili ste tudi na Dunaju, se pravi na zasedanju ministrskega sveta OVSE. Opozorili ste tudi, da je Rusija seveda kršila načela in zaveze OVSE-ja, namreč za agresijo na Ukrajino, napada, se pravi, mir in pa človekove pravice in pa seveda tudi spodkopava demokracijo. Rekli ste tudi, da zločini ne smejo ostati nekaznovani in opozorili seveda tudi tukaj na okoljske škode. Imate morda še karkoli, kar bi še povedali v tej smeri? Zdaj, težko je spremljati praktično 4 leta to rusko vojno v Ukrajini. Sploh, ko greš tja in ko vidiš, da so ljudje prizadeti, utrujeni, da je ogromno uničene, zdaj predvsem pred zimo energetske infrastrukture,
da so napadi bistveno bolj srditi, več civilnih žrtev. Zdaj pred dnevi smo soustvarjali in sprejeli tudi resolucijo v Generalni skupščini Združenih narodov za varno vrnitev vseh odpeljanih otrok, ker v resnici ta vojna postaja en nov presedan, kjer lahko se vprašamo, ali bomo pristali v to, da neka država z silo, z orožjem spreminja mednarodno priznane meje, ali bomo temu rekli ne. Zdaj, na katero stran se postaviti tu? Seveda si jaz na prvem mestu želim, da se ta vojna v Ukrajini konča. In upam, da bodo te napori zdaj, mirovna prizadevanja, tako ameriške administracije, pogovori, ki potekajo, vsa diplomacija, prenesli predvsem to, da pridemo do premirja, brezpogojnega, takojšnjega, in potem res do nekih pogovorov, ki bodo pomenili predvsem trajen mir, pravičen mir, mir, ki je sprejemljiv za Ukrajino. Izjemno težka situacija je, izjemno težka situacija. Ta hip, s komerkoli se pogovarjam, zlasti države, ki čutijo to neko neposredno nevarnost ob mejah z Rusijo in imajo mogoče še tisto temno preteklost iz zgodovine, mi pravijo, imajo retoriko, da se bojijo, da bojo naslednja žrtev, da se praktično pripravljajo na vojno. Naše razprave so zelo, zelo težke, imamo mogoče tudi razlike v pogledih, ampak jaz mislim, da si danes predvsem vsi želimo, in Ukrajinci na prvem mestu, da se ta vojna konča. Ja, vsekakor. To je že v bistvu že res predolgo traja in na koncu tle je ogromno žrtev in zopet, ko bo vojna konec, to bo spet, to se bo morala Ukrajina postaviti zopet nekako na noge in to povojno situacijo bo treba sanirati, ampak ravno to je tisto, kar pa se niti še zdaj verjetno ne zavedamo, kaj to sploh dejansko vse pomeni, ne? Tudi za generacije, ki so sedaj se tam rodile, ki so še mlajši otroci, ki bodo odraščali, kaj to zanje pomeni, praktično za vse generacije. To bo potrebno kar nekaj let, da se bo to sploh nekako tudi psihološko pri ljudeh Ja, in zato tudi pravim, da je zelo pomembno, kako bojo ta pogajanja potekala. Predvsem, da bo lahko Ukrajina odločala tudi o svoji prihodnosti, Evropa, ki bo morala dati močna varnostna zagotovila, da se kaj takega ne ponovi, da seveda bo to eno veliko tudi finančno breme, ne nazadnje zdaj, in pa tudi celotna povojna obnova. In Slovenija tu seveda podpira tudi neko evropsko jasno prihodnost Ukrajine, ki ima to odločitev na sebi in se je tako odločila, in tu lahko pomagamo na tej poti, ki je na koncu tudi pot do stabilnosti in miru za našo celino. Kaj pa menite za Zahodni Balkan? Se mi zdi, da mogoče, ker je toliko teh grozot povsod, ki se dogaja. Je morda kdaj kakšen občutek, da je pa Zahodni Balkan zdaj morda malo potisnjen ob stran ob vsemu temu? To je zanimivo vprašanje, bi lahko rekla, ampak ker zadnje tedne se vrstijo sestanki. Jaz mislim, da včasih celo srečam več mojih kolegov Zahodnega Balkana kot kolegov iz Evropske unije, ker mi je to postala res precej močna tema, zavedanje, da ne smemo pozabiti na države Zahodnega Balkana, da je zdaj eno obdobje, ravno na Dunaju smo posebej sedeli, v Bruslju smo posebej sedeli skupaj z vodstvom institucij Evropske unije in tudi zunanji ministri, da si zdaj vsi želimo v teh letih do leta 2030, ko je mandat te Evropske komisije, vsaj nekaj držav res pripeljati v Evropsko unijo. Na to nas je mogoče prisilila vojna v ta razmislek, tudi ena geostrateška nujnost, da moramo Evropo narediti močno, razširjeno, in da so te države Zahodnega Balkana vedno bile del Evrope in bodo. In jaz mislim, da Slovenija tu je res med državami, ki je močna zagovornica, tudi dajemo razne inovativne ideje, kako pospešiti. Imamo komisarko za širitev, ki uživa tudi lep ugled in se izjemno trudi. Tako da jaz upam, imamo zdaj uradno tudi 2 državi, ki je Evropska komisija priznala, da sta najbolj napredovali v procesu, Črna Gora, Albanija. Če se nam izide
neka politična kombinacija z vsemi nujnimi reformami. Si jaz želim biti optimistka, da bomo, ne vem, v naslednjih nekaj letih imeli vsaj 4 nove države v Evropski uniji. Zdaj geopolitika gre seveda še na vzhod, na sosedstvo. Govorimo o Ukrajini, Moldaviji. Zelo zanimiv je razmislek v Islandiji, tudi na Norveškem. Državi, ki obujata proces vstopanja v Evropsko unijo v naslednjih letih. To pa zanimivo, to bo še potem zagotovo dosti dogajanja. Tudi eno mogoče upanje, da Evropska unija kljub vsem izzivom je atraktivna celina. Tako. Je celina, ki je zgradila res na enih vrednotah in trdnih temeljih. Zdaj nas geopolitika sili v nove razmisleke, graditve, odpornosti, okrevanja, močnega voditeljstva. Ampak jaz vidim to skozi vse izzive, kar smo šli, lahko tudi kot priložnost. Tu se pa tudi pojavlja, bom rekla, nasploh tudi podnebna diplomacija. Tudi, se pravi, Slovenija je tako ali tako zastopnica teh vrednot in COP30 je tudi razkril, da je nekako morda razkorak kdaj med ambicijami in realnostjo, namreč pri številnih državah so bili doseženi kompromisi, kar se tiče jasnih zavez o opuščanju fosilnih goriv, vendar niso bile sprejete, se pravi, pogajanja ostajajo. Kako gledate vi na to? Je to nekaj, kar se bo dalo izpogajati ali ne? V Sloveniji imamo tudi, bom rekla, poseben zakon, kar se tiče podnebne nevtralnosti do leta 2045. Zdaj, za nami je ravno podnebni vrh v Braziliji. Evropa tu se res trudi biti ambiciozna z nevtralnostjo z letom 2050, da bi prišli, ne presegali praga pol-2 stopinje segrevanja ozračja. Vse podnebne spremembe nas opominjajo, da moramo narediti več, tudi v Sloveniji ne nazadnje. Jaz mislim, da so nas tako katastrofalne poplave kot požari v zadnjih letih prepričali, da nismo dovolj pripravljeni, da se moramo bolje pripravljati, še bolj pa to, kako pomembna je solidarnost. Tudi, ko gledamo zdaj druge dele sveta, ko so podnebne spremembe, ki prizadanejo revne dele sveta, Afriko, ki ima že svoje izzive, otočja, ki izginevajo. Vse to prej ali slej pride tudi na naše breme. In jaz mislim, da tu, ko delamo ta prehod, zeleni prehod, ko govorimo, kako zavarovati naše okolje, moramo predvsem razmišljati, kako to narediti na en pravičen način. Zdaj mi imamo celine, vemo, ZDA, Kitajska, tudi Evropa, veliki onesnaževalci, hkrati tudi najbogatejši. To govorim, kako moramo paziti, da bomo pomagali tam, kjer so pa mogoče podnebni izzivi največji. Na koncu je pa vprašanje za vsakega od nas. Včasih si rečem, tudi v Sloveniji imamo ambiciozne načrte, kako opustiti premogovnike, fosilna goriva, kako zavarovati podnebje, uporabiti, ne vem, kombinacijo obnovljivih virov, jedrske energije, kot tiste najboljše avtonomije, najnižjih stroškov. Na koncu pa pri sebi, kaj lahko kot posameznik naredim, da bi lahko pripomogel k temu. In kakaj je, vedno pride tu do kombinacije strokovne razprave, stroškov, investicij in pa kaj je tisti najboljši scenarij za svojo energetsko varnost in nenazadnje vpliv na okolje. Kako pa, kot ste že tudi danes poudarili, majhne države lahko veliko pokažejo, tudi neko mehko moč, ne vedno za orožjem, ampak z diplomacijo, inovacijami in z etiko. Kako pa to mogoče zgleda tudi, ko gre za neko podnebno politiko? Tudi naprimer projekt čebelnjakov v Amazoniji. Kaj bi lahko mogoče pa tudi v tej smeri kaj povedali? Včasih je res dragoceno, če imaš priložnost pogledati te mogoče male projekte, ki jih Slovenija investira, ker takrat spoznaš, kakšen imamo potencial v naši državi. S temi nišnimi zgodbami, čebelarstvo je zagotovo ena takih zgodb, ko sem obiskala te naše čebelnjake in čebelarsko učno pot za mlade v začetku amazonskega gozda, ki je ogrožen. Je tisti mali pečat Slovenije tako
res, res dragocen, ampak čebelja diplomacija je res neka naša lepa zgodba, tudi ker smo ne nazadnje bili pobudniki Svetovnega dneva čebel, uspeli s tem. Gre to tudi za to, da čebele so tiste, ki ohranjajo naravno okolje, zdravo okolje kot neonesnaževalci. Ampak zdaj sem pred kratkim obiskala sedež Evropske vesoljske agencije in sem pod zelo močnim vtisom, ker Slovenija je vstopila v zadnjem letu v Evropsko vesoljsko agencijo, tam je samo 23 držav, in pa v CERN. Ampak to, ne vem, če se zavedamo, ko sem bila zdaj na tem tehnološkem velikem testnem centru na Nizozemskem, tam so mi mednarodni strokovnjaki s takim entuziazmom pripovedovali zgodbe o slovenskih podjetjih. A res? Da so nas leta spremljali, kakšen razvoj znanosti imamo, če se zavedamo, kaj bi lahko s tem naredili z večjimi investicijami in spodbudami, ker računajo na nas s tem članstvom v vesoljski agenciji, s tem, da bojo tudi pomagali našim strokovnjakom dobiti tisto najboljše ven, tudi hardware za satelite, ki so danes nova prihodnost za opazovanje Zemlje. In to je bil en tak lep občutek poslušati, kako je Slovenija pri znanosti in inovacijah izjemno pomembna država. Tega se mislim, da mi premalo zavedamo. Jaz mislim, da absolutno premalo, ampak sem pa vesela, da smo kot vlada se tega zavedali, ker smo bistveno povečali vlaganja v znanost in raziskave. In to so tudi rezultati. In mi imamo v Sloveniji, ne vem, podjetje Vesolje recimo, ne bom delala reklam, ampak imamo po svetu satelite, ki nadzirajo v Afriki, v Indiji, kamor smo izvozili, ki nadzirajo, kako porečja rek ob podnebnih spremembah naplavljajo okolico rek, vplivajo na kmetijstvo, na civilno prebivalstvo. Podatki se zbirajo, to je slovenska znanost. In to ni edina zgodba. Je veliko zgodb. Tako da je lepo biti tudi zunanji minister, ko lahko ti dobre zgodbe prodajaš. Vsekakor. In seveda odpiraš vrata gospodarstvu, ker mogoče malokrat povemo, mi smo izjemno ukrepili gospodarsko diplomacijo in probali tudi zdaj skozi varnostni svet se ti odprejo vrata. In jih je treba izkoristiti. Takrat si zanimiv za vse sogovornike sveta. In to zanimivost je fino izkoristiti, povezati s tem, kaj so koristi za tvojo državo. Jaz mislim, da smo v tem delu uspeli odpirati vrata slovenskemu gospodarstvu na trge, ki so bili mogoče netradicionalni. Zanimiva je danes Afrika, zanimiva je Centralna Azija, kamor smo peljali gospodarske delegacije, jim dali priložnost. To so še vedno države, kjer mora politika malo odpreti vrata, ampak smo, jaz mislim, da dobro izkoristili ravno to, da smo bili na zemljevidu, da smo bili zanimivi, da so bila vrata odprta, so še, in da smo spodbudili gospodarstvo, znanost, kulturno diplomacijo. Tako da z tega vidika jaz mislim, da smo naredili, kar smo. Ogromno v bistvu, ja, zagotovo. Ne? Je pa res, da se mi zdi slovenska javnost, kar se tiče teh znanosti in inovacij, premalo ve. Bi se nekako moralo to malo bolj predstaviti, spromovirati na nek način, oziroma sploh, da ljudje vedo, s čim se pa Slovenci vse ukvarjajo in kako močni smo. Na koncu koncev sva že danes omenili, da kot majhna država smo zelo močni, na koncu koncev tudi slišani nekako. Smo močni in če včasih se, jaz mislim, da sploh ne zavemo, kako je, ko se pohvali s tem, da imamo v Sloveniji čisti zrak. Ja. Da imamo čisto vodo, ki je pitna voda, da smo ena redkih držav, ki ima v ustavi zapisano pravico do čiste vode. Jaz se s tem neštetokrat pohvalim. In imamo vodno diplomacijo. Ne samo, da znamo varovati in ohranjati svoje naravne vodne vire, ampak mi promoviramo tudi čezmejno sodelovanje v konfliktih, ker tisti, ki zna upravljati z vodnimi viri, bo čezmejno upravljal lahko tudi s konflikti. In je tudi zanimiv vidik vodne diplomacije, kjer smo tudi Slovenci izjemno v vrhu. V Združenih narodih organiziramo veliko dogodkov na temo vodne diplomacije, čebelje diplomacije. To so tiste mehke teme, ampak zdaj, ker sem bivša novinarka, si včasih bi želela, da bi ljudje, ko odprejo zvečer poročila, vsaj eno pozitivno zgodbo videli, ampak ja.
Ja, ponavadi vidijo bolj negativno. Ja, jih je veliko. Ja, jih je veliko, ampak je tudi zelo dosti pozitivnih, ne? Teh Ja. pa se mi zdi skoraj malček premalo daje v ospredje, ne? Se jih premalo poudarja. Zdaj tudi v diplomaciji verjetno, oziroma v vseh teh vaših izkušnjah, ki jih imate, ste marsikdaj morali uporabiti karto potrpežljivosti. Si predstavljam. Zdaj z vsemi vašimi izkušnjami je zdaj kaj to lažje, kot je bilo recimo pred leti? Ali... Zdaj osebno, jaz mislim, da sem v teh letih uspela kar verjetno tudi precej zrasti, si vendarle čisto v osrčju, ko spoznaš, da je diplomacija ena taka res posebna veščina, da ne moreš z glavo skoziti, ker lahko dobiš več sovražnikov, kot da prideš do kompromisa, da je na koncu vedno iskanje enega kompromisa. In če si preveč trmast, si lahko vrata zapreš. Zdaj, ta izkušnja, da lahko sodeluješ s partnerji iz celega sveta, pomeni predvsem, da se moraš znati poslušati. In kar je bila moja izkušnja osebna, če pogledam za nazaj, sem spoznala, da največ je bila investicija v osebne odnose. Mi smo bili po covidu, ko smo se mogoče malo odvadili, ampak to, da greš nekam, da zgradiš eno zaupanje, da se znaš poslušati pa tudi slišati, ker smo zelo, zelo različni na različnih koncih, vsak ima neke svoje izzive, da je to ena zelo pomembna investicija, predvsem pa ta osebni stik in izgradnja zaupanja. Zaupanje se dolgo gradi, hitro se ga uniči, ampak jaz bi si želela, ker smo v teh 4 letih zdaj izjemno veliko investirali, odpirali smo nove ambasade, šli mogoče na ne klasične ali pa v druge dele sveta. To priložnost smo imeli tudi zgradili spet eno izvrstno ekipo diplomatov v New Yorku, da bi vse te odnose, kar smo investirali, uspeli ohranjati vnaprej. Da ni bilo samo to nekajletno obdobje, ker se mi zdi, da smo zdaj na eni točki, da bi lahko Slovenijo sam še porinili naprej, ker ne na koncu je to investicija v mir, v nek dialog, pa tudi investicija v naše znanje, gospodarstvo. Danes je svet tako globalen, da nobena država ne more v njem biti brez partnerjev in zaveznikov. Vsekakor samostojna, samo ena država ne more niti preživeti nekako v takšnem svetu. Tako. Kaj pa bi rekli zdaj, ko pogledate malček na vaš mandat kot ministrica? Je kakšen poseben dosežek, ki bi ga izpostavili? Ja, zdaj, kar čez najin pogovor, mislim, da sem do veliko zgodb pripeljala. Še enkrat, jaz mislim, da je najbolj dragocena bila ta izkušnja z varnostnim svetom. Ker skozi to izkušnjo smo pravzaprav uspeli Slovenijo nekako pozicionirati v svetu kot prepoznano po načelnosti, da znamo razmišljati svojo glavo. Enkrat mi je en predsednik, tudi dobili smo sjajne obiske predsednikov v državo ministrov, rekel, da mogoče Slovenci imate majhno telo, ampak imate velike možgane. In to se mi je zdelo tako lepo, ena taka lepa prispodoba. Nas vidijo kot, in tudi zdaj, če sam pogledam zadnje volitve, bili smo pred kratkim izvoljeni v Svet za človekove pravice Organizacije združenih narodov. Potem smo bili zdaj izvoljeni v Organizacijo za preprečevanje kemičnega orožja. Ravno sem jo obiskala takoj po izvolitvi in danes zgodba kemičnega orožja z umetno inteligenco je grozljiva. Slovenija je, in to z največ glasovi, dobivamo kandidature, kar pomeni, da nas velik del sveta prepozna kot nekoga, ki je delaven, ki je iskren in ki je načelen. To se jaz prepričujem, ampak ne samo to, to nam kažejo glasovi držav v svetu. Na zadnje glasovanje je bilo res 122 držav od približno 150 za Slovenijo, najboljši glas in to mi daje en tak, mogoče tudi priznanje celotni ekipi ministrstva in vsej naši diplomatski mreži. Vsekako, to je zagotovo res. Kaj pa bi rekli v vseh teh vaših aktivnostih? Imate čas za osebno življenje? Kaj je tisto, kar vas, bom rekla, zvečer, morda ne da vas motivira, ampak da se nekako sprostite? Imate kakšen hobi? Seveda
zopet povezano verjetno s časom. Kaj je tisto, da vas sprosti? Moj hobi je moja služba. Ne vem. To je odlično, se pravi. Ja. Se sliši grozljivo, ampak jaz sem res ta poklic delam z enim osebnim veseljem. Meni je to, z veseljem bi to ves čas počela, ker mi je zanimivo. Seveda se dostikrat zavem, da nimam časa zase. Kolegi mi pravijo, da ne vejo, kako zdržim ta tempo, ampak zgleda, da to nek adrenalin, ki te vleče. Moja sprostitev je zadnje tedne to, da si dopovedujem, se bo novo leto, pa bom nekaj dni prosta. Pa bo temu tako? Bo, upam. Ampak drugače, če je le možnost, zdaj grem tudi po koncu službe, kjerkoli sem, na en dolg sprehod, če se le da, če ni prepozno, včasih se dnevi res končuje tam 10, cel teden poti, ko je vikend, ko so drugi doma, sem jaz na kakšnih avionih. Ampak moraš imeti rad, kot vsak poklic. Če imaš rad, je potem vse lažje. Tako, in potem v bistvu skozi poklic, skozi svojo službo sproščate tudi sami sebe. Pa pravim si, to je eno obdobje, v katerega investiram sebe, si res želim narediti najbolje, kar je možno. Pa čas potem zame spet, ko bo tega obdobja konec. Vsekakor. Imate morda kakšno sporočilo ali nasvet za naše gledalke, gledalce? Ja, zdaj je december, je vedno tak mesec, ko se vsi malce mogoče oddahnemo, vzamemo čas za razmislek za nazaj, si postavimo neke nove cilje, predvsem pa si skušamo najti en mir pa čas za te svoje najbližje in prijatelje. In si predvsem želim, da bi bil ta čas čim bolj umirjen, prijazen do vseh. Pa da bi bili ljudje med seboj tudi bolj prijazni, ker na koncu smo lahko ponosni na to, kar imamo v nas v Sloveniji, in da jaz res iskreno verjamem, če bi nekako bolj sodelovali, pa bolj si zaupali, pa bili bolj, ne vem, gledali na prihodnost, da bi lahko še veliko dobrega naredili. Tako da si želim, da bi se imeli radi, pa predvsem, da bi bil čas za vse bolj prijazen. Najlepša hvala za vaš čas, gospa ministrica, pa upam, da se vidimo kaj kmalu. Hvala za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in kot veste, bodite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.